Danes bomo pripravili preparat 500 gnojnih iz roga. Preparat biodinamike uporabljamo spomladi za škropljenje zemlje. Kje rodi sliva? Na teh enoletnih poganjkih na osnovi in pa te majske kitice in te rozete, ki so. Zelo veliko ima nastavkov notri in take rastline lahko že zdaj imamo kot lončnico, potem se pa ven posadi v kak spomladanski nasadek ali pa kot posamezna rastlina. Danes bomo pripravili preparat 500 gnojnih iz roga. Preparat biodinamike uporabljamo spomladi za škropljenje zemlje pred sajenjem in setvijo rastlin. V leseno kad zlijemo ogreto deževnico. Ogreto pomeni, da deževnico preko noči postavimo v kotlovnico, v topel prostor, zato da se segreje približno na 20 stopinj, lahko pa tudi više. Potem v tole deževnico damo preparat gnoj iz roga, približno med 6 in 12 dekagramov na 40 litrov vode in ta količina je za 1 hektar površine. Potem pa začnemo mešati in mešamo 1 uro intenzivno v levo stran in v desno stran, tako da se v posodi naredi lijak. Mešamo od zunanjega oboda proti sredini in čedalje hitreje. Potem pustimo, da se ta lijak začne ustavljati in začnemo mešati v drugo stran. Pripravek gnoj iz roga se uporablja za škropljenje zemlje in ker so rogovi napolnjeni z kravjim gnojem zakopani v zemljo preko zime, so absorbirali energije zemlje in potem, ko to poškropimo po zemlji, spodbudimo rastline, da naredijo večje in globje korenine. Ker imajo večji koreninski splet, pomeni, da tudi bolje rastejo. Torej je preparat 500 namenjen za boljšo rast rastlin. Ta preparat uporabljamo spomladi, pred obdelavo zemlje, lahko enkrat, najbolje pa da 3-krat. Pred vsako obdelavo zmešamo preparat in poškropimo. Potem pa vdelamo v zemljo. Biodinamični pripravek 500, gnoj iz roga, se uporablja kot škropivo. Po enournem dinamiziranju je Slavko pripravek precedil, nato z njim poškropil grede v plastenjaku. Pripravek je koncentrirano gnojilo, oživlja tla in krepi rastline. Začetek marca, tudi v hladnih rastlinjakih se je zemlja že stalila, to se pravi, lahko začnemo z obdelavo. Najprej smo poškropili s gnojem iz roga, s pripravkom, ki aktivira mikroorganizme v tleh in tla oživi. Zdaj pa bom najprej majčkeno zrahljala, zato da se ta pripravek zadela v zemljo. Nato pa bom posadila nekaj mladih rastlinc. Tukaj imamo zdaj že mlade solatke, ki smo jih vzgojili na okenski polici in jih bomo lepo takole razsadili. Pa lahko potem imamo zelo zgoden pridelek že kot berivko oziroma obiralko, lahko pa tudi kot glavnato solato malo kasneje. Solata, ko je 10 stopinj, že začne z intenzivno rastjo, zato recimo v rastlinjaku, kadar je sonce, se takoj temperatura dvigne čez 10 stopinj in je že primerna klima za rast. Ker solata ne potrebuje tako kot nekatere plodovke, recimo zelo visokih temperatur, ampak nam že v teh pomladnih dneh intenzivno raste, ker rabi predvsem veliko vlage in pa toliko, da je neki temperature. Zaradi tega, ker imamo zelo majhen prostor, ker tale naš rastlinjak je pač velik samo 4 kvadratne metre, želimo maksimalno skoristiti in bomo enostavno vmes med te solate posejali še solato, ki jo bomo potem razsadili na ostale gredice čez 3 tedne, ko bo že odzunaj tudi sneg skopnel in se bo lahko tudi na zunanjih prostorih pravzaprav solata sadila. S tem si prehranimo, da nam ni treba saditi zopet v lončke, tako smo vzgajali to solato. Tu zraven bom pa posadila še
nekaj porov zgodnjih, ki bojo za zgodno pridelavo pora, ker por lahko sadimo pravzaprav skozi celo leto in ga pobiramo tudi skozi celo leto. Por ne rabi visoke temperature, rabi pa precej časa, da zraste. Zato je treba imeti kar precej potrpljenja, da si vzgojite take močne sadike. Por ima, za razliko od drugih čebulnic, rad nekoliko bogatejšo zemljo. Njegovi dobri sosedje so solate, korenček, kumare, paradižnik, zelje, zelena in črni koren. Ne mara pa sosedov iz skupine stročnic. Ko rastline pora nekoliko zrastejo, ga lahko osipamo. Tako bo odebeljeni del stebla tudi višji. Da sliv poberemo plodove, drevo potrebuje nekoliko več časa kot pri drugem sadnem drevju, zato skušamo z rezjo tudi pospešiti rodnost slive. Mladim drevesom upogibamo veje v vodoravnejši položaj. Ogrodne veje naj iz debla izraščajo vsaj pod kotom 45 stopinj, tako bo na njih več cvetnih brstov. Konce vej odvajamo na stranske boganke, mlade veje režemo na čepe. Če zdaj tole drevo pogledamo, je kar vitalno. Osnovne veje so kar formirane, vidite tukaj, tu nekaj bi še bilo potrebno razpreti, tukaj levo desno in zapolniti rodni volumen, vidite tu je še ena, bi še tja lahko. Skratka, ta prostor spodaj, če bi tlori zgledali dol, bi moral biti pokrit po celotnem krogu. To bi bilo prvo za narediti, potem pa razreči poganke. Gremo po vrsti. Tale rodni nosilec, vidite tu, malo rečimo, enostavno rečimo, tako. Kje rodi sliva? Na teh enoletnih pogankih na osnovi in pa te majske kitice in te rozete, ki so. In v glavnem pri koščičarjih je lep pridelek na enoletnih pogankih na osnovi. Tu so debeli, močni plodovi. Za razliko od jablana in hruške. In tu vidite, ta je pa dvoleten. Vidite, to so krasni brsti. In tudi so lepi plodovi potem. Pa če to zdaj do konca porežem, vidite, to vejo. Te pokončne bomo tu zmetali dol. Takole. Te šipke bomo pustili. Takole. In tu bo pridelek lep. In tukaj pa odvedemo vedno na koncu. Vedno odvedemo na en stranski poganjek, ki raste poševno. Sliva za razliko od breskve zelo intenzivno raste. Pa ni tak problem golenja vej. Je pa dosti krat pri kakšni sorti ta težava, da je ta močna pokončna rast in bi bilo potrebno, vidite, upogibati in zapolnjevati prostor. Zdaj, če gremo okrog naprej, tako, tale veja, vidite, sicer je sekundarna, ampak bomo jo še letos pustili, naj odrodi, takole, to bo drugo leto šla ven, ker smo že eno tukaj odrezali. V takem primeru nikoli dve močni ne vržemo ven. Eno letos, drugo leto drugo, pa se potem zadaj lepo obraste. Tole rečimo poganke. Tu je tudi ena lepa bila puščena lansko leto. In bi jo bilo potrebno, vidite, zvezati dol, takole, in jo potem samo na njej narezovati, tako da ostane živa. Evo, zvezati. In so tu gor potem krasni plodovi. Tole pa sem. Zdaj, če se vam ni zavezati, jo odrežete, če bi jo pa želite pa imeti lep pridelek. Dosti šnopsa. Pa dosti šnopsa, bi jo pa takole sem, tole bi odrezali, počistili sem, odvedli in jo zvezali v prazen prostor. Glejte, tu sem. Prazen prostor zapolniti, da izkoristimo čim več svetlobe. Gremo dalje okrog.
Ta je preniska. Evo vidite, tu se močne proč, malo rečimo takole, vsako drugo ven, ono pustimo. Vidite, tu pa je zdaj tak, ne? Višina, zdaj jo lahko definiramo tako enostavno, da tule odrežemo. In imamo tiste poganke, drugo leto bomo recimo na tega, tule še takole in gotovo. In nič kaj več. Zdaj sem to razmerno že kar dosti porezal. Zdaj te je za upogniti in konec. Pri rezi slive poskrbimo, da njene veje ne postanejo predolge. Z rečenjem rodnega lesa spodbujamo rast novih pogankov, poskrbimo za dober pridelek in večje plodove. Pri tem moramo tudi vedeti, katero sorto slive imamo na vrtu, saj te rodijo na različnih oblikah rodnega lesa. Čas je za obrezovanje vrtnic in prvo orodje, ki ga moramo prijeti v roke, je motika. Na tele gredi smo že zimske kupčke, s katerimi so bila stebla zaščitena, razsuli, tudi gnoj je že umaknjen, se pravi, edina stvar je zdaj še, ki nas čaka, ta, da gredo okopljemo. Ob tem spomladanskem okopavanju tudi plitvo pokopljemo gnoj, s katerim je bila greda jeseni pokrita. In ta organski gnoj, torej najboljši je hlevski, do cvetenja vrtnico oskrbi z vsemi potrebnimi hranili. Tega pravila, da najprej okopljemo in šele kasneje režemo, se držimo zato, da na steblih, ki jih pustimo, po nepotrebnem in nehote ne bi napravili škode. Torej, prvo pravilo pri obrezovanju je, da vrtnice ne moremo preveč postriči. Drugo je, da avtomatično porežemo iz grmiča vse, kar je mrtvo. Prav tako brez posebnega pomisleka izrezujemo tudi poganke, ki so tanjši od debeline svinčnika. Pozimi se lahko zgodi, da moker sneg razklene grmiček in stebla polomi. In če ta grm pogledamo, vidimo, da je cel ta del grma pravzaprav od zime poškodovan. To pomeni, da bo moral stran. Od zdrave vrtnice je dovolj pustiti 3 do 5 stebel, zato da bo dovolj zračna in da bo tudi dovolj dobro cvetela. Stebla, ki niso usmerjena navzgor, bomo tudi porezali. Prav tako dajemo prednost tistim, ki rastejo iz grma navzven, pred tistimi, ki rastejo navznoter in tam po nepotrebnem delajo gnečo. Vedno režemo tako, da ne puščamo štrcljev, ki bi odmirali in bili pravzaprav tudi udorno mesto za bolezni. Tako, stebla so izbrana, 4 so ostala, kako kratko jih prikrajšamo. Tako, da na vsakem ostane 3 do 5 brstov. Vedno režemo tako, da je zunanje brst usmerjen navzven, tisti bo namreč najmočnejši in tam tudi vrtnica najmočneje odgnala. Torej, tule vidimo prst. Režemo nad njem tako, da ostane stebla do pol centimetra in da je rezna ploskev obrnjena v smeri brste. Če je steblo šibko, ga odrežemo nižje. Takole. Prešeren je obrezan, čakamo na junij, da bo zacvetel. Takole smo pri gredi z rožnimi grmi. Ravno tako kot pri običajnih grednih vrtnicah smo najprej gredo okopali, opleli in gnoj, ki smo ga razpostrli jeseni, plitvo okopali v zemljo. Torej, samega obrezovanja se lotimo po enakem principu kot pri grednih vrtnicah, le s to razliko, da so rožni grmi vedno višji in jih moramo tudi zato višje obrezovati. Skratka, pustimo višja stebla in več brstov na vsakem. Najprej si grm ogledamo, torej tisti poganki, ki so stari in na nek način že svoje oddelali, se v celoti poslovijo. Ravno tako ne premišljujemo pri pogankih, ki so tanjši od svinčnika. Od tega dela grmiča bomo pustili 1, 2, 3 stebla in pa na drugi strani 4. Se pravi, grm bomo prezračili, prerečili. Tudi tale poganek je že v celoti postaran.
se mu odpovemo. Podobno. Pri rožnih grmih režemo, kot rečeno, nekoliko više, puščamo 5 do 9 brstov, se pravi, bi lahko porezali takole. In je delo pri tem grmu dokončano. Torej, rožnega grma ne moremo z nobenim obrezovanjem prisiliti, da bi ostal nizek. Njegova višina najmanjša je 1,20 m, običajno precvetijo tam nekje na višini 1,5 do 2 metrov, skratka, pri njih si s cvetovi gledamo iz oči v oči. Tu smo pri vrtnici popenjavki, pri kateri je obrezovanje nekoliko drugačno. Pri teh vrtnicah, ki jih običajno napeljemo na kvišku ob opori, torej tu bo šla čez paviljon, je treba razlikovati dve vrsti pogankov. Te, ki so šibasti, rozgasti in bodo služili cvetenju v naslednjem letu, in pa te, ki imajo stranske poganke, ki bodo v najlepšem cvetju letos. Prihodnosti vrtnice nikoli ne izrezujemo ven, ampak jo puščamo za naslednje leto. Izrezati je treba pa zopet vse tisto, kar je polomljeno in kar je ostarelo. Torej, vrtnico je potrebno tudi prezračiti, se pravi, zopet grejo brez premisleka ven vsi tanjši poganki, vse, kar je staro in mrtvo. Tudi to, kar je svoje odcvetelo, torej že po barvi ljubja vidimo, kateri poganki so starejši od 2 let in te lahko brez vsake škode čim nižje izrežemo in zavržemo. Veje, ki rastejo v sam grm, ponavadi odstranimo zato, da po nepotrebnem ne delajo sence in pa ne držijo vlage v rastlini. Tiste poganke, ki imajo stranske vejice, obrežemo tako, da stranske porežemo na približno 5 do 15 cm dolžine. Na tej veji bodo cvetovi najobilnejši in najlepši. Želeli bi si, da bi na vsaki popenjavki bilo približno enako število tistih vej, ki so stransko razvejane, in enako število šibastih pogankov. Tu se nam to ni najbolj posrečilo, bo pa več uspeha pri sosednji vrtnici, ki je bolj raščava. Morda še enkrat ponazorim princip obrezovanja vej s stranskimi poganki. Torej, pri popenjavkah ni treba ravno šteti brstov, ampak režemo približno na, kot rečeno, pol pedi dolžine in to po celi dolžini poganka. Ko je vrtnica obrezana, jo spet privežemo k vodilu. Kivi je plod actinidije, rastline, ki izvira iz Kitajske, odkoder so jo v prejšnjem stoletju prenesli tudi na Novo Zelandijo. Med prvimi, ki so se v novi domovini kivijev ukvarjali z gojenjem teh rastlin, je bil drevesničar Hayward Wright. Leta 1928 je Wright na bogatih vulkanskih tleh zasadil prve trse sorte, poimenovane po njem Hayward, in začel z intenzivno pridelavo kivijev. Ta sorta je tudi pri nas med najpogostejšimi actinidijami. Odlikujejo jo veliki plodovi, sočno meso zelene barve pa obdaja zeleno-rjava lupina porasla z dlačicami. Hayward Wright je odgovor na naše nagradno vprašanje. Knjigo Marjana Kogelnika Actinidija, kivi na našem vrtu, tokrat prejmejo Grega Kurent, Matej Mezgec in Gregor Gros. Medtem ko so telohi zimske cvetlice, pa zvončki in trobentice oznanjajo pomlad. Na sončnih pobočjih trobentice včasih zacvetijo že na začetku zime, zagotovo pa jih najdemo kmalu potem, ko sonce stali sneg in ogreje travnik. S primulami, kot latinsko poimenujemo rod jegličevk oziroma trobentic, pomlad prinašamo tudi v stanovanje. To so rastline raznobarvnih pisanih cvetov. Med starejšimi ali novejšimi sortami pa se zagotovo najde kakšna, ki vam poživi dom. Ena izmed njih je tudi tale serija Jupiter v 3 barvah. Posebno je v tem, da imajo večje cvetove. Cvetovi so tudi dvobarvni, se pravi temnejša sredica, potem obrobek je malo svetlejši. Pri vas jih imate v nežni rožnati barvi in pa v rumenkasti. Ja, ti cvetovi pridejo potem še bolj do izraza, ko se razprejo, tako da lahko vidimo, da je tudi zelo veliko nastavkov notri. In take rastline lahko že zdaj imamo kot lončnico, potem se pa ven posadi v kak spomladanski nasadek ali pa kot posamezna rastlina.
To je torej serija Jupiter. Kot posebnost letos nova serija je pa Girls Delight, je pa malo bolj romantično obarvana, s polnimi cvetovi. Barve so od nežno rumenkaste do rožnate. Ta serija je tudi primerna za kot posodo v kozele, kot notranji, potem pa jo ven damo, ker primole imajo še vedno rade hladno vreme in jo lahko nasadimo v te posode. Dodamo lahko zraven kakršnekoli spomladanske stvari, od belisov do teh stebelnih primul, serija Inare. Posebno te primolje, da imajo zelo močno steblo. In takšne rastline lahko posadimo tudi v te spomladanske nasade, saj zdržijo ponavadi tudi do maja, so ti cvetovi še vedno aktualni. To gre za stebelne trobentice. Stebelne trobentice, ki so tudi v različnih barvah, v oranžni barvi, potem v rožnati barvi. Letos imamo tudi novo rdečo barvo, bela je tudi, tako da sortiment barv je res širok in se lahko za vsakega se potem nekaj najde. Če se vrneva morda še k tistim, ki že nekaj let so na našem trgu, tudi tukaj so kakšne posebnosti, morda trobentice s polnjenimi cvetovi. To je tudi serija Paloma, že ne 3-4 leta na slovenskem trgu. Imamo tudi v različnih barvah, v vijolčasti, rožnati, beli in rumeni, tako da to je tudi ena polnjena serija. Potem imamo pa različne serije navadnih teh, z navadnimi cvetovi, od rožnatih barv, potem apriko barve, tako da je res tukaj sortiment barv zelo širok. Tudi razlikujejo se po velikosti cvetov, ene so manjše, ene so večje, tako da za vsakega nekaj. Pa še morda na svet, če primolo zdaj kupimo v vrtnariji, kje jo imeti v stanovanju, kdaj jo postaviti na prosto? Primule v stanovanju ne zdržijo zelo dolgo, jo moramo imeti kot en šopek, se pravi, da je krajši čas, drugače pa postavimo ven na kakšno okensko polico ali kakšen spomladanski nasad in nas bo potem zdaj v prebujanju zelo lepo navduševala. V toplem stanovanju bodo primole hitro odprle svoje cvetove, namesto šopka pa se na mizi ohranile skoraj mesec. Nato jih presadite v korito, ki ga boste postavili na balkon ali na cvetlično gredo. Prihodnje leto bodo znova cvetele in oznanjale pomlad, četudi bodo cvetovi drobnejši in jih bo nekoliko manj.